Glavna pokrovitelja oddaje sta Lumar in Bramak. Dober dan in končno en lep, sončen, topel pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Prejšnji mesec smo se tudi mi udeležili slavnostne otvoritve podružnice Lekarne Ljubljana, ki je bila na Blokah. Kljub deževnemu vremenu se je tam zbralo veliko število ljudi. Kljub dežju in hladnemu vremenu se je 10. julija na Blokah zbralo veliko število krajanov in drugih gostov. Lekarna Ljubljana je tega dne namreč na Blokah odprla svojo 46. enoto. Lekarniška podružnica Bloke se nahaja ob občinski stavbi v prostorih nekdanje telovadnice. Svečano otvoritev sta popestrila tudi pevski zbor Lekarna Ljubljana in pevski zbor Martin Krpan Bloke. V krajih, kjer je Lekarna Ljubljana prisotna s svojimi enotami, želi biti tudi družbeno odgovorna organizacija. Zato so na otvoritvi tudi predali donacijo 6 lokalnim društvom oziroma organizacijam v vrednosti 5000 evrov. Gospod župan, kaj pomeni nova lekarna za vaš kraj? Seveda nova lekarna za naš kraj pomeni izjemno pridobitev, seveda predvsem za naše prebivalce. V mislih imam seveda predvsem starejše in pa tiste, ki so mogoče bolj na socialnem robu, ki pa seveda nimajo niti svojih prevoznih sredstev, ki so bolni in tako naprej. Posebej za te je to seveda še posebno velika pridobitev. Seveda pridobitev je za vse Bločane, kajti morate vedeti, da do sedaj, kljub temu, da smo imeli, da imamo svojo ambulanto v Novi vasi, ki redno deluje, so morali potem pacienti po zdravila v oddaljeno Cerknico. To je 15 km oddaljena od Blok in seveda to je za vse uporabnike bil zelo velik problem. Mi smo si na naši občini že desetletje prizadevamo, da bi prišlo do nekaj podobnega, kar se je danes zgodilo. Žal do sedaj tega posluha ni bilo. Moram seveda se zahvaliti in pohvaliti sedanje vodstvo lekarne, ki je prisluhnilo našim željam in potrebam in da smo z skupnimi močmi prišli do tako čudovitega objekta, do tako čudovite rešitve, kot je danes tukaj vidimo. Kakšni pa so bili odzivi krajanov, ko so izvedeli, da se pripravlja nova lekarna? Moram reči, da je vsi, s katerimi sem se jaz osebno pogovarjal, pa tudi sicer ne, da so odzivi odlični. Normalno, da smo si tega ne samo na občini želeli, ampak se želijo vsi prebivalci tega. Tako da odzivi so bili zelo pozitivni. Rekli ste, da je tudi veliko preventive tule v vaši lekarni? No, vsekakor lekarna je, kot vidimo, dobro založena, tako z zdravili, ki se jih dobi na recept, ali pa tudi ostala ponudba je zelo bogata, tako da sem prepričan, da bo zadovoljila naše porabnike. Gospod Sedej, danes ste zelo zadovoljni. Vedno sem zadovoljen, kadar sem v naših poslovnih prostorih. To je najlepše, kar lahko človeku se pripeti, da si v svojih prostorih in da opravljaš neko dejavnost, v kateri tudi uživaš. Danes je velik praznik za Bloke, za nas, za Lekarno Ljubljana, pa tudi za občane Blok.
Po 60 letih smo prišli. Koliko časa je zorela ta ideja? Poglejte, ta ideja je bila sestavni del projekta Postojna. Jaz sem se pogovarjal z bivšim ministrom, še zadnjim ministrom, ki je bil polnomočen, to je gospod Gantar, kjer je bilo moje zagotovilo in moja obljuba, da kolikor bomo odprli lekarno v Postojni, bomo tudi na Blokah organizirali svojo podružnico. Mi smo svoje zadevo uredili, žal so nam zadevo v Postojni zablokirali, pa vendarle, mi na nek način držimo besedo in roko, ki so se jo dala z gospodom županom, da prihajamo sem. In v koncu koncev, kolikor smo sedaj analizirali celotno zadevo, celo mislim, da bo poslovna enota Bloke delala pozitivno. Sicer težko, z veliko muko, z velikim naporom, pa vendarle to ni, da bi človek rekel v ekonomskem smislu zgrešena investicija. Pa tudi na nek način s tem udejanjamo največjo svoje poslanstvo. Prvo poslanstvo in odgovornost in odgovorno družbeno dogajanje. To pa je približanje zdravil, možnost distribucije medicinskih pripomočkov, dopolnilnih dejavnosti in seveda veliko zakladnic znanja na Bloke. In moram reči, da se posebej dobro počutim tudi zaradi tega, ker prihajamo v takrat tako z ljubeznijo, tako z velikim veseljem, tako z velikim navdušenjem, da smo res zaželeni. In po neki strani je pravzaprav to nekaj najlepšega. In jaz sem že v otvoriteljnem govoru povedal, da je to najlepši dan v mojem poslovnem delu lekarne Ljubljana in mislim, da je to na nek način res praznik za vse. Rekli ste, da kljub temu, da je dež, prinašate na Bloke sonce. Mi smo prinesli sonček in tukaj stojimo zeleno sončko. In smo tudi obljubili in še enkrat poudarjam, obljubljamo, da bo ta sonček vedno prinašal v domove Bločanov topel, ljubezniv, strokoven in zdravstveni žarek.